Dobrodošel, dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Danes bom govorila o meni izredno zanimivi temi, in sicer o obrambnih mehanizmih. O tem, kako z njimi bežimo stran od sebe in izgubljamo stik s seboj. Ta epizoda je deloma nadaljevanje prejšnje, 11. epizode, tako da če še nisi, te lepo vabim, da prej poslušaš še tisto, ker v njej govorim o tem, kako tvorimo navade, kako nastanejo, in ponudim tudi eno praktično usmeritev, kako lahko slabe navade prekinemo oziroma vzpostavimo boljše, dobre navade. Danes pa se bomo osredotočila na obrambne mehanizme, en del naših navad. Ker, kot vedno poudarim, nisem strokovnjakinja, nisem psihiatrinja ali pa psihologinja, se bom jaz v epizodi osredotočila na svojo zgodbo, na svoje izkušnje in pa seveda tudi znanje, ki ga pridobim skozi branje, odkrivanje in izobraževanje. Tako da na tej temi obrambnih mehanizmov se bom predvsem osredotočila na tiste, h katerim sem se v preteklosti oziroma se še danes zatekam jaz. Podelila bom svoj pogled, kako vidim razloge, zakaj sem te obrambne mehanizme oblikovala, zakaj sem po njih posegla, kaj so mi prinesli dobrega in kaj ne toliko dobrega, kako sem te vzorce opazila in kako se jih danes trudim presegati. Srčno upam, da ti skozi to pomagam osvetliti mogoče kakšen tvoj vzorec, tvoj obrambni mehanizem, mogoče boš v drugačni luči lahko videl te obrambne mehanizme, ki jih imam jaz, mogoče v njih prepoznaš koga drugega, mogoče boš na podlagi moje razlage boljš razumel to drugo osebo, čeprav se mi zdi razumljivo, da seveda, če ne delujemo podobno ali pa enako, ni nujno, da se strinjamo z njihovim načinom delovanja, nam pa še vseeno lahko pomaga, če ga razumemo. Če se pa v katerem od mojih mehanizmov najdeš, pa upam, da se mogoče kje nasmejiš. Meni je vedno fino, ko uspem na kakšne nesmiselne vzorce, ko jih enkrat razumem, pogledati tudi z malo humorja. Se nasmejati, kako smo včasih smešni v svojem delovanju in delamo nekaj, za kar mogoče v glavi vemo, da bi bilo bolje delati drugače, pa vseeno nekako ne znamo. Upam tudi, da ti skozi mojo zgodbo, kot vedno, če se v njej najdeš, ponudim uvid, da v tem nisi sam oziroma sama. Naj najprej ponudim eno definicijo obrambnih mehanizmov. To so nezavedne strategije, ki jih posameznik uporablja za zaščito svojega mentalnega zdravja pred stresom, konflikti ali pa kakšnimi drugimi izzivi. Delujejo kot avtomatični procesi, ki pomagajo ohranjati psihološko ravnovesje.
Večinoma delujejo na nezavedni ravni, kar pomeni, da posameznik pogosto se ne zaveda, da te obrambne mehanizme uporablja. So pa ti mehanizmi lahko koristni v kratkoročnem smislu, ker pomagajo ohranjati to ravnovesje in nam pomagajo na nek način se soočati s stresom oziroma ga zmanjševati. Na dolgi rok pa pride lahko do težav, ker lahko privedejo do nezmožnosti soočanja z realnostjo, lahko tudi ustvarjajo še bolj poglobljene konflikte in tudi težave v odnosih. Zaradi tega se meni zdi pomembno, da se zavedamo svojih vzorcev delovanja, da jih prepoznamo in jih po potrebi spremenimo in se naučimo bolj konstruktivnih načinov soočanja s stresom in izzivi. Zakaj je meni to odkrivanje vzorcev pomembno? Ker se mi zdi, da samo če jih prepoznam, lahko ohranjam pristen stik s seboj. In stik s sabo pa prinese avtentično, polno življenje, delovanje, ki lahko zase rečem, potem ne vodi v pretirane občutke krivde ali pa slabe vesti in verjamem, da to pripomore k pristnejšim in boljšim odnosom. Moj prvi obrambni mehanizem, vsaj da sem ga kasneje ozavestila, je bilo iskanje kontrole. Ko sem bila pri 9 letih tarča obrekovanja, o čemer nadaljše pišem v svoji knjigi Vse je v redu, sem dobila občutek, kako grozno je izgubiti kontrolo. Kontrolo nad svojim telesom, nad tem, kaj o meni govorijo drugi in kako to vpliva na moje življenje. Izguba kontrole je bil zame stres in kot odziv nanj, da tega stresa ne bi več doživljala, sem tvorila obrambni mehanizem iskanja in pretiranega izvajanja kontrole tam, kjer se je zdelo, da jo imam. V najstniških letih je bilo to predvsem skozi nadzorovanje telesa. In jaz takrat nisem vedela, kako je to med seboj povezano, torej nezdrav odnos do hrane, do telesa in želja po kontroli oziroma stres ob občutku izgube kontrole. Jaz sem šele leta kasneje, potem skozi čas, skozi obiskovanje psihoterapije, ko sem povezovala dogodke in vzorce, znala to sploh ubesediti in povezati. Jaz sem si skozi iskanje in izvajanje kontrole vračala občutek, da so stvari v mojih rokah. In to me je pomirjalo. To izvajanje kontrole in s tem ustvarjanje dobrega občutka sem počela na različne načine skozi različna obdobja v svojem življenju. Kot omenjeno, torej v najstniških letih sem se zelo obremenjevala glede svojega izgleda, teže, glede številke na tehtnici in prav ta številka mi je dala en oprijemljiv cilj, nekaj, za kar sem se trudila, lahko spremljala svoj napredek oziroma ocenjevala, kako mi gre uresničevanje cilja. In s to številko sem žal potem začela tudi pogojevati svojo vrednost. In to se mi zdi, da je tista razlika, ko mi je nekaj na kratki rok mogoče prineslo nekaj dobrega, torej ta dober občutek ob tem, da imam nad nečim vpliv in potem na dolgi rok mi je pa začelo škodovati, ker sem s tem pogojevala zmotno svojo vrednost. Vsak dan je bil takrat lahko zaznamovan v duhu tega, vsak dan sem se lahko skozi hrano ocenjevala in se ali grajala ali pa potrjevala lastno vrednost. In to me spomni na eno misel iz filma Jej, Molly, ljubi, ko Julia Roberts, ki v filmu igra Elizabeth in je v enem kadru z eno prijateljico, mislim, da iz Švedske in sta v Napoliju in jesta pico. In Julia Roberts potem njej reče, da ima dosti tega, da se zjutraj zbudi in prikliče vse, kar je dan pred tem jedla, da šteje kalorije in je ta številka na to določ, skok obsojanja bo šla tist dan pod tuš. Jaz se spomnim, ko sem slišala to misel, takrat sem imela sicer že zdrav odnos do sebe in do hrane, ampak sem se res zelo našla v tem, kako sem leta svoje počutje in svojo vrednost povezovala, pogojevala s tem, koliko sem pojedla. V primeru nezdravega odnosa do svojega telesa bi rekla, da gre za odvisniški vzorec. Zakaj? Ker sem za voljo kratkoročnega boljšega počutja počela nekaj, kar mi je dolgoročno škodilo in tega sem se s časom začela zavedati. Kratkoročno sem se počutila boljš, ker mi je to dalo občutek, da imam stvari v svojih rokah, ampak dolgoročno mi je pa škodilo tako na telesni kot na duševni ravni, ker nisem imela zdravega odnosa do telesa in ker je šlo toliko časa za obremenjevanje in mi je to takrat povzročalo številne skrbi.
In še ta vzorec mi je nekako zameglil pogled. Takrat nisem razumela, da težava ni v hrani, ne v tehtnici ali pa številkah in kalorijah, ampak v tem, da se nisem znala soočati s situacijami, v katerih nisem imela nadzora. Teh situacij pa vemo, da je v življenju seveda veliko. In meni se zdi, da mi je življenje večkrat preneslo na pot prav situacije, skozi katere me je učilo, da nimam nadzora in se jaz kar nisem dala. Ko sem se 2-krat potem srečala z nenadno izgubo bližnjega, kar mi je spet kazalo, da nimam kontrole, tega nisem znala sprejeti. Namesto da bi sprejela, da res nimamo kontrole, sem jo jaz še bolj iskala. Po drugi izgubi, ko sem že študirala v tujini, se je ta podoben vzorec iskanja kontrole vzpostavil v delu. Če sem v najstniških letih dobila dober občutek skozi nadzorovanje tega, kaj sem jedla in kaj mi je kazala tehtnica, sem se potem v študijskem obdobju zatekla v ustvarjanje, v to, koliko časa sem vložila na projekte in potem še kasneje tudi v službi, v delo, za popoldanski espe in za ustvarjanje knjige. Da toliko časa nisem dojela, da gre za obrambni mehanizem, za nek odvisniški vzorec, ki mi je s časom začel škoditi in da so imele motnje hranjenja in to pretirano zatekanje v delo v resnici en skupni imenovalec. Jaz verjamem, da je pripomoglo tudi to, da mi je sprva delo in ustvarjanje zelo pomagalo in v tem jaz nisem videla karkoli slabega. Mene je ustvarjanje v enem obdobju rešilo iz zelo težkega in temnega obdobja žalovanja in izgube ne samo bližnjih, ampak tudi za nekaj časa izgube smisla. In iz teh temnih misli me je rešilo prav to, da sem se potem zakopala v ustvarjanje, da sem v delu našla smisel, zagon, motivacijo ne samo za delo, ampak tudi za preostale stvari, ki so v tistem obdobju po nenadnih smrtih nekako začele izgubljati pomen. Jaz sem se skozi ustvarjanje zamotila, dobila sem dober občutek, dobila sem potrditev in seveda z njo tako željen občutek kontrole. Meni se je na neki točki celo zdelo, da sem našla svoj recept za srečo. Več kot sem delala, večji je bil uspeh, več je bilo zadovoljstva, potrditve, pohval in dobrega počutja. Seveda pa vse to je šlo do izgorelosti, ko sem dolgo časa pretiravala in potem uvidela, zakaj sem se zatekala v pretirano delo. Ja, rekla bi, da je šlo za odvisniški vzorec, ker mi je na kratki rok prineslo nekaj dobrega, ampak na dolgi rok zaradi tega, ker sem izgubila neko zdravo mejo in ker tega nisem počela iz mogoče pravih razlogov, vsaj na neki točki mi je na dolgi rok škodovalo, ker sem začela zaradi dela zapostavljati druge vrednote, druge dele sebe in se pripeljala do tega telesnega in duševnega zloma. Jaz sem takrat v delo pobegnila in v tistem obdobju nisem vedela, da mi v resnici manjka ene potrditve, smisla in vrednosti na področjih, ki ne bi bila povezana z delom. Tako kot velikokrat poudarjam, fino je, če mi dobimo potrditev v delu, če tam lahko dokazujemo svoje talente, če pripomoremo k boljšemu življenju, če se pač tam čutimo izpopolnjeno. Ni pa fino, ko tega ne dobimo na drugih področjih in se potem pretirano zatekamo v delo. In jaz takrat, ne glede na to, koliko projektov sem naredila, koliko je bil velik uspeh ali zadovoljstvo, nikoli nisem bila zares pomirjena, zadovoljna in izpolnjena. Je pa k temu občutku, da ni bilo nikoli dovolj, botroval še en obrambni mehanizem in sicer perfekcionizem. Enkrat sem že omenjala psihologinjo in psihoterapevtko Nevo Kumar Pavlović, ki perfekcionizem opredeli kot težnjo po tem, da smo in da delujemo popolno, torej brez napak. Meni je dogodek iz 3. razreda sprožil miselnost, da če bom popolna, me ne bodo več obrekovali in ne bom več izgubila nadzora. Takrat se mi je zdelo, da sem jaz zaradi tega dogodka slaba oseba in samo če bom popolna, bom vredna, zadovoljna in končno dovolj. Ampak v resnici ti, ko deluješ s tem pretiranim perfekcionizmom, to ti nikoli ne da občutka, da je dovolj. V bistvu se dogaja en tak neprestani boj in namesto, da bi se ob vseh dosežkih
in tem, ko se trudiš delati dobro, srečeval z občutki zadovoljstva, se veliko časa srečuješ z nezadovoljstvom, ker še vedno se ti zdi, da nisi dovolj in vedno te žene ta misel, da bi bilo lahko še boljše. Ko delujemo v duhu perfekcionizma, pogosto menimo, da nas bo, če dosežemo popolnost, to obvarovalo pred nekimi negativnimi dogodki, ki so po vsej verjetnosti sprožili, da smo začeli tvoriti ta obrambni mehanizem. In na ta način potem od sebe pričakujemo preveč oziroma včasih celo nemogoče. Še en nov način iskanja kontrole je pri meni sledilo po izgorelosti v obdobju intenzivne tesnobe. In sicer pretirana skrb, stalno preverjanje okoliščin in planiranje prihodnosti. Jaz sem že od nekdaj bolj ta organiziran, splaniran, skrben tip osebe, ampak ko je prišlo to obdobje intenzivne tesnobe, se je to stopnjevalo in spet sem vzpostavila neko navado, ki mi je kratkoročno res prinesla pomiritev, ampak na dolgi rok je pa povzročila samo še več skrbi. In ta navada je bilo to premlevanje scenarijev, biti z mislimi v prihodnosti in se ciklati v skrbeh. Jaz sem takrat mislila, da če bom skrbela, če bom planirala, da se bom potem počutila, kot da imam kontrolo in da jo bom imela. Ampak te skrbi so mi v resnici sprožale sam še več nelagodja v trenutkih, ko kontrole nisem imela. Več o tem, zakaj oziroma kako sem na skrbi začela gledati kot na navado, ki jo lahko prekinem, sem pa govorila v prejšnji epizodi. Zakaj tvorimo te navade, te obrambne mehanizme? Ker se želimo znebiti nekaterih negativnih občutkov, kar je seveda do neke mere povsem razumljivo in tudi povsem ok. Včasih si pač želimo dati na stran nekaj slabega ali pa si pred negativnimi situacijami, negativnimi vzorci pač malo zastremo pogled. In to počnemo na razne načine. Te dni sem spet po dolgem času poslušala prvi TED Talk Brené Brown z naslovom The Power of Vulnerability, v katerem govori o tem, kako pomembno je biti ranljiv in izpostavi tudi to, koliko pogosto ranljivost otopimo. Nisem prepričana, če je najboljši prevod, da otopimo ranljivost. V angleščini se mi sliši boljš, torej we numb vulnerability. In Brené Brown našteje primere ranljivosti, ki se mi zdijo fini, da najprej ozavestimo, kaj so sploh tisti trenutki, kjer se počutimo ranljivo. Ona izpostavi to, da recimo prosimo za pomoč, da iniciramo kaj v odnosih, da smo mogoče potem zavrnjeni, da povabimo nekoga na zmenek, če recimo čakamo klic zdravnika ali glede svojega zdravja ali zdravja koga od svojih bližnjih, biti odpuščen v službi, odpustiti nekoga. In eden izmed načinov, kako se soočamo s temi trenutki ranljivosti, je, da jo utopimo, za kar Brené Brown vidi dokaz v tem, kar se mi zdi sicer pomembno izpostaviti, ona prihaja iz Amerike, ampak se mi zdi, da lahko potegnemo vse neke vzporednice v kulturi. Ona reče, da zaradi tega, ker smo zadolženi pogosto s prekomerno težo in odvisni od raznoraznih substanc ali pa zdravil. In zakaj je slabo, če mrtvičimo recimo ranljivost ali pa neke druge občutke? Ker ko jih mrtvičimo, neke določene negativne stvari, ko mrtvičimo svojo ranljivost, nas to še posebej izčrpa, ker ne moramo utopiti samo recimo težkih trenutkov ali pa težkih preizkušenj, težkih občutkov, ampak s tem utopimo tudi našo sposobnost, da bi občutili ljubezen, veselje in pripadnost. In zaradi tega smo potem nesrečni, iščemo smisel in pomen in ona reče, potem gremo recimo na 2 pivi ali pa se zatečemo k neki hrani in začne nastajati začaran krog. S časoma pa se seveda te navade avtomatizirajo. En način, kako utopimo, po katerem sem jaz recimo posegla v času, ko sem pretirano delala, je bilo nekaj, čemur Brené Brown v knjigi Neizmeren pogum pravi nora zaposlenost. Jaz sem takrat na vprašanje, kako si, zelo pogosto odgovarjala z delavno. V mojih očeh je šla lestvica počutja nekako tako: slabo, ok, v redu, super, delavno. Delavno je bil superlativ nad vsem, danes pa vidim, kako sem s tem, ko sem na vprašanje, kako si, odgovarjala z delavno,
kako je to kazalo na to, da sem izgubila stik s seboj in da sem mrtvičila neke občutke. Da niti toliko nisem bila v stiku s sabo, da bi znala povedati, a sem dobro, a sem slabo, ampak sem se temu pač izognila, da sem rekla delavno. Jaz sem s pretiranim delom takrat, s tem obrambnim mehanizmom, ki mi je zatiral pogled pred praznino, ki je bila v meni, sem jaz takrat sebe ohranila na površju, ampak na račun tega zapostavljala druga področja, druge vrednote in s časoma je potem praznina v meni samo rasla. Izgorelost je bila pa tista, ki je prekinila to, ki mi je spodnesla tla pod nogami, da nisem več imela izbire, ampak sem mogla pogledati v to praznino. In šele ko sem bila na dnu, si nisem več mogla zatiskati oči ali pa bežati stran. Poznamo nešteto načinov, kako otopimo svoje občutke, kako tvorimo obrambne mehanizme, ki nam preprečujejo pristen stik s seboj. Brené v tem TED Talku našteje več zanimivih primerov, recimo s tem, da negotovost želimo narediti gotovo. To bi rekla, da je podobno oziroma z drugimi besedami ubesedeno iskanje kontrole. To počnemo tudi, ko recimo označujemo sprav ali pa narobe, brez nečesa vmes, ko vidimo stvari samo kot črno-bele. Omenja tudi obtoževanje, za katero ponudi eno tako razlago, ob kateri jaz samo odprem usta in zrem. Ona pravi, da je obtoževanje drugih način, kako sprostimo bolečino in nelagodje v sebi. Omenja tudi perfekcionizem, to, da se delamo, da naša dejanja nimajo vpliva. Otopimo tudi s čustvenim prehranjevanjem, z alkoholom, drogami, s pretiranim delom, z social media in nasplošno zasloni, tudi s pretiranim športom, vsemi aktivnostmi, ki jih počnemo, ko prokrastiniramo in tudi s pretiranimi skrbmi. Da podelim še eno svojo nedavno in meni zelo zanimivo izkušnjo, ko sem se zalotila, kako sem eno čustvo utopila oziroma potlačila. Za vikend smo šli na Veliko planino in ker smo imeli s sabo kar nekaj krame, nismo šli gor peš, ampak z nihalko. In jaz tudi obdobja tesnobe še vedno nekatere strahove nosim malo v sebi. Se trudim, da mi ne omejujejo življenja, torej da me ne ustavijo, ampak jih vseeno opazim. In recimo vožnja z nihalko na Veliko planino meni ni najljubša stvar. Visok si, ven se vidi in še ta nihalka je tako dosti majhna, včasih nas potem nabaše noter kar nekaj ljudi. No, ampak tokrat niti nisem bila neki ful nervozna, sem pa bila. In po vožnji navzgor sem dobila nasvet, ne pač naslednjič ne razmišljam toliko o strahu. In sprva sem si mislila, ja, okej, kako naj ne razmišljam o tem, to je zelo intenziven občutek. No, ampak nazaj grede potem, sem namenoma imela v rokah telefon in odprla Pinterest. Pinterest je meni ena taka feel good aplikacija, tam zbiram ideje, navdih, jih sortiram v mapce, skratka, ko sem na Pinterestu, se ob tem počutim dobro. Je pa še zanimivo, da skoraj nikoli nisem na Pinterestu dolg časa, ne zgodi se, da bi kar odprla in potem scrollala v nedogled. No in se pravi, zdaj se vozim z nihalko navzdol, imam v rokah telefon, grem na Pinterest in res kakšno minuto, 2-3 sem na Pinterestu med vožnjo in potem dojamem, da se vozim z nihalko in ne občutam strahu. Celo pogledam ven, lahko opazujem okolico in dojamem, ja, da mi je telefon v tistem trenutku pomagal potlačiti strah. In takrat sem pomislila, kolikrat mi čez dan vzamemo telefon v roke in na podoben način utopimo razne občutke. Zdaj sem v tem primeru ob tem zavestna in sem to celo naredila namenoma, ampak kolikrat čez dan pa mogoče podzavestno primem telefon v roke in malo poskrolam in niti ne vem, katero čustvo sem takrat potlačila in še po možnosti sem potem na telefonu dlje časa, kakor bi mi še prineslo mogoče dobro počutje, ampak že grem v tisto cono, ko se potem počutim slabš. Pisateljica Glennon Doyle v svoji knjigi Untamed, oziroma naslov slovenske verzije je Neukrotljiva, piše o svoji zgodbi z odvisnostjo od alkohola, piše o motnjah hranjenja, tudi o tesnobi in depresiji.
In krasno zapiše, da je njena predanost treznemu stanju zelo povezana s tem, da ostaja v stiku s seboj. V knjigi našteje tako imenovane easy buttone, torej gumbe, ki nas zavedejo, da nas bodo odpeljali v nebesa oziroma do boljšega počutja. Ona pravi, da je vzelo 40 let, da je ugotovila oziroma da se je odločila, da ko se počuti slabo, da si želi narediti nekaj, zaradi česa se bo res počutila boljš, ne pa samo slabš. In te easy gumbi, te lahke kratkoročne rešitve jo peljejo stran od stika s seboj. Medtem ko na drugi strani pa omeni reset gumbe, dejanja, ob katerih se na nek način resetira, dejanja, ki ji pomagajo, da stik s seboj postane malenkost lažje. Enostavne rešitve, ki jih ona omeni, ki na dolgi rok ne pomagajo, so alkohol, čustveno prenajedanje, nakupovanje, primerjanje z drugimi, branje negativnih komentarjev, prekomerno uživanje sladkarij in potem recimo obležati na kavču. Medtem ko dejanja, ki jo vodijo k stiku s seboj in ji ponudijo ta reset, so pa recimo, da popije kozarec vode, da se odpravi na sprehod, da gre pod tuš, gre na jogo, meditira, gre na sprehod do morja in gleda valove, se igra s kužkom ali objame koga od svojih bližnjih ali pa recimo da telefon na stran. V današnji epizodi sem torej podelila 2 svoja obrambna mehanizma. Iskanje kontrole in perfekcionizem. Glede perfekcionizma mislim, da sem v preteklosti naredila velike korake, da danes ne posegam več po tem, oziroma morda težko rečem, da sploh ne več, ampak res mnogo manj in bi rekla, da me perfekcionizem ne omejuje več. Me ne ustavi več do te mere, da se ne bi lotila stvari v strahu, da ne bi bile popolne. Se trudim še vedno delati dobro, ampak se mi zdi, da sem naredila veliko ločnico med tem, a delam dobro ali iščem perfekcijo, ki me v resnici ustavlja. Bom v kateri od naslednjih epizod podelila še več o tem procesu, kako se mi je spremenil pogled na perfekcionizem in kako sem ga s časom uspela, se mi zdi, da kar v veliki meri preseči. Medtem ko iskanje kontrole, to je pa druga zgodba. Glede tega pa iskreno ne vem, a se bom kdaj od tega v življenju uspela toliko distancirati, kakor sem se od perfekcionizma. Upam, da ja, da me čaka tukaj še neka pot navzgor. Nekaj, na kar sem pa zagotovo ponosna že zdaj, je to, da ta obrambni mehanizem zdaj poznam, se ga zavedam in ga prepoznam v sedanjem trenutku. Še vedno, ko se mi zgodi kaj v življenju, kar se dotika kakšnega področja, ki mi je pomembno, pa sem v negotovi situaciji, mogoče v situaciji, ki ni odvisna od mene in spet ne moram imeti kontrole, kar takrat poskušam narediti, je, da samo sem mal s tem občutkom. Da sem s tem, da pač mi je neprijetno, da ozavestim to, kar je in kar doživljam, da se zavem, da ja, nimam kontrole, glede nekaterih stvari nimam vpliva in da je okej, da mi je s tem neprijetno. Ampak se ob tem poskušam prav zavestno opomniti, da se lahko sprostim, da lahko zaupam, da se bo življenje odvilo v smer, ki bo prava. Spomnim se takrat tudi na pretekle situacije, kjer mi je bilo ob izgubi kontrole težko, pa se je potem vseeno dobro razpletlo. Spomnim se na misel, ki sem jo tudi zapisala v knjigi Vse je v redu. Prepusti se. V vesolju je red tudi tam, kamor ne sežeta človeški trud in roka. Ker vem, da je prepuščanje moja šibka točka, se poskušam, ko sem k temu na nek način primorana, spomniti, da je prišla priložnost, da na tem delam. Da vadim, kako ne mrtvičati neprijetne negotovosti, da treniram, kako se v tistem trenutku ne zateči k stvarem, kjer kontrolo imam, zato da bi otopela svojo ranljivost. Takrat se poskušam spomniti na radovednost in na ta način opazovati svoje misli, svoje občutke in svoje vzgibe. O tej radovednosti, kako nam lahko služi kot alternativa za neko avtomatizirano delovanje, sem pa govorila v prejšnji epizodi. In to je meni ta stik s seboj, ki se mi zdi zelo pomemben. In ja, včasih je težak. Seveda je enostavno, vsaj meni, biti v stiku s seboj takrat, ko se počutim dobro.
Ko pa me kaj teži in je v meni avtomatski vzgib, da bi pred tem pobegala, takrat se spomnim na pomembnost stika s seboj. In to so lahko taki večji trenutki, večje stiske, lahko so pa tudi mali trenutki, nekaj, kar me samo mogoče prešine ena misel in niti ni zares neka velika skrb, ampak mi vseeno zbudi malo nelagodja, pa bi takrat recimo najraješ prijela telefon v roke in se zamotila. Ampak če pomislim res, kolikrat na dan vzamemo telefon v roke ali pa smo pred nekimi ekrani in kolikrat morda takrat nekaj utopimo. Zato se mi zdi vredno imeti vpogled v to in preverjati, da na poti ne gremo s tem predaleč in da ne izgubljamo stika s seboj. Ker je en moj primer, ena moja lekcija, kaj se je zgodilo, ko sem predolgo bežala stran od negativnih misli in stika s seboj, je izgorelost. Pa ne rečem zdaj, da je izgorelost prišla zaradi izgube stika s seboj, do tega je pripeljal veliko vzorcev in nekih navad, ampak morda pa ne bi prišlo do tega v taki meri, ne bi šla toliko čez sebe, za toliko časa, če ne bi bila toliko odtujena od sebe in od svojega telesa. Ko se jaz znajdem v negotovosti, posežem po teh reset gumbih, ki jih omenja Glennon Doyle. Jaz bi na svoj seznam poleg njenih dodala še branje knjige, pospravljanje oziroma urejanje doma, ko si dam na glas glasbo in ob tem uživam, če se slišam s prijateljico ali pa si recimo vzamem čas za nego telesa, ko grem ven in nabiram kakšno cvetje ali pa kakšna zelišča, ko pišem dnevnik, ko mogoče opazam, da imam napete mišice v telesu, pa jih sprostim, ali pa ko koga pohvalim, ali pa že tudi samo, če nekoga lepo pozdravim. Meni zelo pomagajo stvari, ki me vrnejo iz prihodnosti v sedanjost. In tako kot Glennon Doyle reče, stvari, dejavnosti, ob katerih bo stik s seboj malo lažji. Je pa fino, če se poznamo in začutimo, v katerem trenutku nam bo katera stvar res prijetna. Zaradi teh negativnih občutkov torej tvorimo obrambne mehanizme, ki pa so obenem lahko res lepa priložnost za uvid vase in za osebno rast. Ko spoznamo, kam vse nas lahko zapeljejo, se obenem lahko tudi zavemo svoje moči, da se tem vzorcem upremo. Meni se zdi, da živimo danes v svetu, ki nam ponuja instantno zadovoljstvo in to na vsakem koraku. Ampak rast, osebna rast in razvoj se zgodita, ko stopimo iz cone udobja. Zato dajmo najprej sploh spoznati svoje navade, svoje obrambne mehanizme, poglejmo, kaj se nam zdi, da nam prinašajo in če ugotovimo, da nam neka navada na dolgi rok prinaša slabo, dajmo takrat vzpostaviti nove, boljše navade. Dajmo ne bežati stran od sebe, ampak raje priti v stik s seboj, v stik s sedanjostjo, tudi če je kdaj neprijetna. Naj se vrnem še malo nazaj na TED Talk od Brené Brown, ki ga zaključi s tem, koliko pomembno je, da si dovolimo biti videni. Resnično videni in da ljubimo z vsem srcem tudi takrat, ko nimamo zagotovila, da se odnos ne bo zaključil ali pa ne vemo, a se bo izplačalo oziroma bo vredno, da dajmo vaditi hvaležnost in radost tudi takrat, ko se nam dogajajo dobre stvari, da smo zanje hvaležni in da ne katastrofiziramo prihodnosti v vzgibu, da bi se zavarovali pred razočaranjem. Dajmo verjeti, da smo dovolj, ker ko delujemo iz prepričanja, da smo dovolj, postanemo prijaznejši do sebe in do svojih bližnjih. In danes še kot vedno za konec ena meni ljuba misel, tokrat od Jimi Hendrixa. Ko bo moč ljubezni premagala ljubezen do moči, bo svet spoznal mir. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig.
Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.